Kakšno vlogo je imel Logar v aferi Glupi davki? Je imel po izstopu iz SDS upravičen razlog, da ni vrnil poslanskega mandata? Kako se financirajo njegovi demokrati? Logarjeve izjave, izrečene v predvolilnem intervjuju za našo medijsko hišo, smo preverili v rubriki Dejstva. Nika Konavar. Prekaljen parlamentarec, ki se je po več kot 20 letih odločil zapustiti politični establishment SDS. Anže Logar je četrti sogovornik v seriji predvolilnih intervjujev. Njegove izjave preverjamo v rubriki Dejstva. So točne, netočne ali se gibljajo v sivi coni in so označene kot previdno. Začnimo pri politični zgodovini. Ključna prelomnica, ki je pretehtala pri odločitvi za izstop iz SDS, je bila, kot pravi, afera Glupi davki. Takratni minister Andrej Vizjak je podjetniku Bojanu Petanu pri prevzemu Term Čatež svetoval, kako naj se izogne plačilu davka. Če nič drugo moš državi plačati. Davk se pa strinjam. Ja. Ja, sem enkrat boš moral. Ne rabiš ga. Najprej, veste, je bilo težko spremljati kot nekdo, ki je bil, ki je preiskoval bančni kriminal, na koncu koncev tudi zasliševal Bojana Petana, gledal posle in slabe kredite, ki so iz tega naslova nastali, potem pa slišiš, da se je nekdo čisto prijateljsko pogovarjal za omizjem, kako malce zaobiti nek sistem, pa podjetniški model, ki je kar nekaj slabih kreditev pripeljal v slovenski bančni sistem. Posnetki pogovora med ministrom Vizjakom in Petanom, lastnikom DZS-ja, so na skrivaj nastali leta 2007. Objavljeni pa so bili 14 let kasneje na naši televiziji oktobra 2021. Iz medijskih objav ni razvidno, da bi Anže Logar v tem času afero ostro ali neposredno komentiral, se jasno distanciral od ravnanja Andreja Vizjaka ali zahteval njegov odstop. Špekulacije, da naj bi takratnemu premijeju in svojemu strankarskemu šefu Janezu Janši poslal pismo s pozivom k Vizjakovi razrešitvi, je Janša zanikal. Iz stranke je Logar izstopil 3 leta po razkritju glupih davkov. Ker se Logar takrat vsaj javno ni oglasil in ker so med afero in njegovim izstopom minila 3 leta, smo njegovo izjavo na Dejstvomiru označili kot previdno. Kaj pa po izstopu iz SDS? Zakaj je Logar pred 4 leti podpisal pogodbo, da bo v tem primeru vrnil poslanski mandat? Takrat je namreč že obstajala sodba Vrhovnega sodišča, da so takšne zahteve nične. Zdaj, jaz sem za to odločbo Vrhovnega sodišča zvedel po letu 2022, enkrat, ko sem se z gospodom Čušem pogovarjal, ko mi je povedal, da je Vrhovno sodišče, ne Ustavno sodišče, ampak Vrhovno sodišče to odločilo. In ko enkrat zveš za tako, mislim, da je nepravilno ali pa nemogoče, da podpišeš tako zavezo. Predtem pa nisem vedel. No, ampak ko so se te pogodbe podpisovale, ste bili vi predsednik sveta, ne? Torej, to je ena od bolj vplivnih funkcij v stranki. Torej, se ne počutite soodgovorne za takšne pogodbe? Ne, saj nisem imel nobenega možnosti vplivanja glede tega. A pa ste vsaj upozorili na morebitne nepravilnosti ali pa neustavnosti? Ja, saj do takrat odločitve sodišča nisem vedel za njo. Ja, je pa bila, ne? Ja, je bila, ampak če nisem vedel, saj, a je objavljena, ki je na spletni strani? Sodba Vrhovnega sodišča je bila javno objavljena v sodni praksi. V njej senat med drugim zapiše: strankarska poslušnost in pripadnost poslanca ne more biti stvar pogodbenega urejanja, zlasti ne pod pretnjo civilnih, finančnih posledic oziroma obveznosti. Poleg tega so takrat vsi slovenski mediji v državi o tej sodbi obširno poročali. Javne objave tako sodbe kot v medijih informacij iz nje ter dejstva, da je Logar kot predsednik sveta SDS in hkrati član njenega izvršilnega odbora sooblikoval pogoje za kandidaturo, smo njegovo izjavo, da je za spornost pogodbe izvedel šele leta 2022, označili za nepravilno. Eden največjih projektov, ki ga je Logar opravil v parlamentu, je bilo vodenje preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu. Spomnimo, 3,2 milijarde smo dali pred 13 leti za sanacijo 5 bank. Je Logar takrat res uspel doseči poenotenje vseh političnih barv? Ko sem prevzel komisijo za ugotavljanje zlorab v bančnem sistemu, opozicija je imela manjšino. Moji poslanski kolegi so bili tako ali tako prepričani, da ne bomo uspeli s poročilom, tako kot še prej v teh stvarih niso uspeli. Ampak mi smo ravno z koncentracijo na vsebino
pripeljali poročilo tako daleč, da je bilo to, mislim, da, če se ne motim, prvo poročilo preiskovalne komisije opozicijskega poslanca, ki je bilo potrjeno v državnem zboru brez glasu proti. Na glasovanju o bistvenih ugotovitvah sanacije bančnega sistema je bilo aprila 2018 v državnem zboru prisotnih 60 poslancev, kar pomeni, da jih je 30 oziroma tretjina manjkala. Končno poročilo je podprlo 57 poslancev iz strank SDS, SMC, Desus, NSI in SD ter nepovezani poslanci. Proti pa so glasovali 3 poslanci Levice. Ker politične enotnosti, kot jo navaja Logar, v državnem zboru ni bilo, hkrati pa se glasovanja ni udeležila tretjina poslancev, smo njegovo izjavo ocenili kot netočno. Logarjevi demokrati so si začetek samostojne poti olajšali z združitvijo s stranko Konkretno, nekdanjim SMC-jem. Koliko proračunskega denarja so od njih prejeli? Res 186 tisoč evrov, kot špekulirajo nekateri mediji? 67 tisoč evrov. Ne več kot špekulirajo. Odkje so potem te številke? Ja, ne vem, to vas sprašujem, verjetno iz tednika Mladina. Vemo, da prihaja oziroma je tukaj predvolilna kampanja. Boste tudi vi sami prispevali kaj? Imate kakšne donatorje? Boste morda vzeli tudi kredit? Ja, zdaj kredita ne bomo mogli vzeti, ker novo nastali stranki nihče ne bo dal kredita. Jaz sem že doniral, kolegi smo tudi donirali, tako da omogočamo ta del, saj nekaj tega zagonskega kapitala. Po koliko je skrivnost? Ne, jaz sem doniral zdaj 4000 evrov. Ko politična stranka preneha delovati, mora pripraviti zaključno finančno poročilo. V stranki Konkretno so ga pripravili. Iz njega je razvidno, da so imeli na dan, ko so prenehali delovati, na bančnem računu dobrih 67.600 evrov in ne skoraj 3-krat več. Demokrati torej niso prejeli več kot 186 tisočakov, kot se je špekuliralo v nekaterih medijih. Zato smo zadnjo Logarjevo izjavo označili za pravilno. Celotno analizo dejstev boste našli na spletni strani 24ur.com.